Poslanska skupina SDS predstavlja model nove bojne uniforme. Tukajle kolegica Bahova danes nosi vzorec nove uniforme. Mal še počakajte, ko pomate besedo. Vi, gospa Katič, izvolite. Uniforma, ki predlagate, ne paše barno k tem čevljem in ne vem, kak ste si vi to predstavljali. Pisane uniforme, zraven pa spodi bež gojzari, naši vojaki bodo zgledali totalni kmetavzi in za sovražnike lahka tarča. Ja, ministrica. Tisti, ki se že dlje časa ukvarjamo z modo in smo na tekočem z novostmi, pravimo drugače. Jaz se nosim že 5 dni in to je najboljši oblačil, kar sem jih imela v lasti. Ti vzorci pa Slovenska vojska. Kaj je narobe z domačimi vzorci? Močerat ali mušnica sta enako učinkovita domača. Vidim, ja, da imate zdaj kar vsi mnenje, zelo podrobno mnenje, pa ni dal gor, da bi videl, kako je to. Ne res, jaz sem imel gor par ur in točno vem. Gospod Jurša, hvala za mnenje. Replika. Replika na gospoda Jurša? Seveda. Izvolite. Vi sploh ne veste, zakaj se gre. V okviru vojaških posevov te morajo paziti v gužvi in naša je pri tem odlična. Sam sem globoko prepričan, da smo naredili super zadevo. Nova uniforma je sveža in je prepoznavna. To pomeni, da opazijo našega vojaka na 680, 700, 800 metrov. A mislite, da nas zelo napadlo? Ne bo, glejte. To je kot v naravi. Če je nekaj ful svetleče barve, pusti to pri miru. Zaključujem sejo, preden potrdimo nove uniforme, pa ima besedo še general major. S pakiri gremo. nismo proti. Me ne zanima, izvolite. Samo še nekaj vprašanj, ki jih imamo mi v Slovenske vojske. Verjetno se bo dogajalo, da se bodo uniforme kdaj umazale in nas samo zanima, če se lahko perejo v stroju ali samo ročno, kako je z mehčalcem in s katerim praškom prati, da se dalo hranja živa barva. Na ta vprašanje žal ne moramo odgovoriti, seja je zaključena, itak pa mora dati odgovor na to vprašanje ministrica, tako da tukaj imate, pa se zmenite.